V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni. Začeli so smukati klasje in jesti. Ko so farizeji to videli, so mu rekli: Poglej, tvoji učenci delajo, kar v soboto ni dovoljeno delati. On pa jim je rekel: Ali niste brali, kaj je storil David, ko je postal lačen sam in tisti, ki so bili z njim? Kako je stopil v Božjo hišo in so jedli položene hlebe, ki jih ni bilo dovoljeno jesti njemu in njegovim spremljevalcem, ampak samo duhovnikom? Mar niste brali v postavi, da duhovniki ob sobotah v templju skrunijo soboto in so brez krivde? Toda povem vam, da je tukaj nekaj, kar je večje kot tempelj. Če bi vedeli, kaj pomeni usmiljenja hočem in ne žrtve, ne bi obsodili teh nedolžnih. Sin človekov je namreč gospodar sobote. Šel je od tam in prispel v njihovo shodnico. Tu je bil človek, ki je imel suho roko. Rekli so Jezusu: Ali se sme v soboto zdraviti? Da bi ga lahko obtožili. On pa jim je dejal: Kdo izmed vas, ki bi imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne bi prijel in izvlekel? Koliko več je vendar vreden človek kakor ovca? Torej se v soboto sme delati dobro. Tedaj je rekel možu: Iztegni roko. Iztegnil jo je in postala je spet zdrava kakor druga. Farizeji pa so šli ven in se posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili. Ko je Jezus to izvedel, se je umaknil od tam. Veliko jih je šlo za njim in vse je ozdravil. Zapovedal pa jim je, naj ga ne razglašajo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiji. Glej, to je moj služabnik, ki sem ga izvolil, moj ljubljeni, nad katerim ima veselje moja duša. Svojega duha bom položil nanj in narodom bo oznanil sodbo. Ne bo se prepiral in ne vpil, nihče ne bo na ulicah slišal njegovega glasu. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, dokler ne privede sodbe do zmage. In v njegovo ime bodo upali narodi. Tedaj so mu privedli obsedenega, ki je bil slep in nem. Pozdravil ga je tako, da je nemi govoril in videl. Vse množice so bile iz sebe in govorile: Ali ni morda ta Davidov sin? Farizeji pa so to slišali in dejali: Ta izganja demone zgolj z Belcebubom, poglavarjem demonov. Ker je poznal njihove misli, jim je rekel: Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. Če torej Satan izganja Satana, je proti sebi razdeljen. Kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? In če jaz z Belcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa jaz z Božjim duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ali kako more kdo vstopiti v hišo močnega in mu zapleniti premoženje, če močnega prej ne zveže? Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Zato vam pravim, vsak greh in vsaka kletev bosta ljudem odpuščena. Kletev zoper duha
pa ne bo odpuščena. Tudi če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno. Če pa kdo reče kaj zoper Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno ne v tem veku, ne v prihodnjem. Vzemimo, da je drevo dobro, potem je tudi njegov sad dober. Če pa je drevo slabo, potem je tudi njegov sad slab. Drevo namreč spoznamo po sadu. Gadja zalega, kako morete govoriti dobro, če ste hudobni? Iz preobilja srca namreč govorijo usta. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada hudo. Povem pa vam, za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. Tedaj so se nekateri izmed pismoukov in farizejev začeli pogovarjati z njim in so rekli: Učitelj, od tebe bi radi videli znamenje. On pa je odgovoril in jim rekel: Hudobni in prešuštni rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano znamenje, razen znamenja preroka Jona. Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe 3 dni in 3 noči, tako bo tudi Sin človekov v osrčju zemlje 3 dni in 3 noči. Ninivljani bodo na sodni dan ustali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se na Jonovo oznanilo. In glejte, več kakor Jona je tukaj. Kraljica juga bo ob sodbi ustala s tem rodom in ga obsodila, kajti prišla je z konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost. In glejte, več kakor Salomon je tukaj. Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih brez vode in išče pokoja in ga ne najde. Tedaj pravi: vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Tako bo tudi s tem hudobnim rodom. Medtem ko je še govoril množicam, so stali zunaj njegova mati in njegovi bratje. Želeli so govoriti z njim. In nekdo mu je rekel: Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj. On pa je tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal: Kdo je moja mati? In kdo so moji bratje? In pokazal je na svoje učence ter rekel: Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdorkoli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.